Bogatinov, lepo pozdravljeni v naši novi rubriki Zgodbe iz ozadja, v kateri bomo enkrat mesečno predstavili ljudi oziroma osebe, ki so izjemno pomembne za delovanje kluba, pa vendarle niso vsakodnevno v svojo medijskih luči. Pa me za začetek, gospod Bogatinov, zanima vaša kratka predstavitev. Kako bi se v nekaj stavkih predstavili? Lep dan in hvala na povabilo najprej. V nekaj stavkih mogoče težko, ker moja nogometna karijera že od malih nog, bivši profesionalni igralec, z 26 leti nehal, se posvetil trenerskemu poklicu in zdaj 10 let že v tem poslu, tako da lahko rečemo profesionalec v prvi vrsti in pa tekmovalec. Ste dokaj hitro, ko ste zaključili svojo nogometno pot, se pravi pot nogometaša, začutili, da vas mika trenerski poklic? Moram reči, da ja. V nekem obdobju, v nekem težkem v mojem življenju, sem moral odločiti, ali vztrajam v nogometu kljub težavam, s katerimi sem se soočal, velikimi poškodbami, ali pa začnem neko novo pot. Na srečo sem bil na to že pripravljen prej z študijem, tako da ta prehod je bil potem mnogo lažji. Zdaj me pa zanima, tako kot mnoge privržence nogometnega kluba Olimpija Ljubljana, kako je prišlo do prvega stika med vami in gospodom Pušnikom, da sta začela sodelovati pred 4 meseci in pol? Sva se poznala že od prej. Jaz kot igralec v Celju, v obdobju 2000, sem bil igralec gospoda Pušnika, tako tam sva navezala že prvi stik. Trenersko sva se začela pogovarjati v zadnjih letih, ko je on služboval na Japonskem, jaz pa v Savdski Arabiji, in mislim, da nam je bilo usojeno, da se dobiva tu v Olimpiji. Če sem iskren, sem se odločil v momentu, ampak vseeno sem prosil za 24 ur časa, da se malo posvetoval tudi z družinskimi člani. Ampak tako kot sem rekel, mislim, da to nam je bilo usojeno in glede na to, da je tu v Olimpiji neka zmes mladosti in izkušenj, grajenja igralcev in pa igre na rezultat, je to prava kombinacija. Kakšen je opis vsakodnevnih delovnih nalog pomočnika trenerja, še posebej pri takšnem klubu, kot je NK Olimpija Ljubljana? Če bi želel samo konkretno opisati nalogo, tu za strategijo skrbijo predsednik, športni direktor, deloma tudi trener. Trener je tisti, ki vse te ideje, ki na vrhu jih ne manjka, poskuša udejanjiti na igrišču. In jaz osebno sem pa podaljšana desna roka gospoda Pušnika in te ideje potem praktično na igrišču poskušamo udejanjiti in v čim boljši meri. Zadovoljiti naše šefe, navijače, direktorje, ampak naše delo je operativno, to je popolnoma na igrišču, čisto na igrišču. Treningi, vodenje treningi, pomoč pri treningih, mimo igrišča pa še analiza nasprotnika, to je zadnje 3 tekme nasprotnika, ogled, priprava, PowerPoint prezentacija v cirka 25 slajdih, tako da igralci dobijo maksimalne in prave informacije. Mnogi tisti pravi poznavalci slovenskega klubskega nogometa vedo, da ste bil zelo uspešen, že recimo na tej svoji samostojni trenerski poti. Tudi že kot pomočnik trenerja pred 5 leti pri Luki Koper. Ste ob Nedžadu Okčiću dejansko slavil naslov državnega prvaka, pa bil kadetski prvak v vlogi prvega trenerja. Pa še vseeno tisti z malce manj znanja o vas. Pa povejte mi, kako je to izgledalo? Vi kot izjemno mlad trener, pa že s takimi uspehi, sedaj pa pri Olimpiji. Jaz sem vesel in ponosen, da sem član Olimpije. Tako kot sem mogoče malo prej omenil,
je užitek tu delovati in delati s temi fanti, ki premorejo polno talenta in še veliko volje do dela. Jaz osebno, kaj lahko povem o sebi, je, da kot igralec sem že osvajal, ja, tudi mlad igralec, mladinsko prvenstvo v Sloveniji, potem kot z 18 leti druga liga, to je najboljši strelec druge lige z 32 goli, kar mislim, da je še danes rekord. Kasneje v Celju in Kopru poskušal, žal ne tako uspešno, predvsem zaradi 6 operacij na kolenu, ampak posvetil se trenerskemu poklicu, prvič, mislim, da prvič v zgodovini je Koper bil prvak na slovenskih tleh po osamosvojitvi. Del tega sem bil kot pomočnik, kasneje 2012 v svoji samostojni z letnikom 95-96 v Kopru smo tudi osvojili prvenstvo. Mislim, da te fantje so se kasneje tudi pripravili za evropsko prvenstvo, ki ga je Slovenija organizirala v 17 tega leta. Nato 2 leti služboval v Al Hilalu v Savdski Arabiji, ki je klub stoletja v Aziji z več kot 56 naslovi. In mislim, da je zdaj čas, da tudi Olimpija prvič, bom rekel, pod tem novim imenom osvoji naslov.